Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Kristus. Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel: Pozdravljena, milost je polna, Gospod je s teboj. V teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel: Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Le spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti. In to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Kristusov evangelij. Slava tebi, Kristus. Ko se bližamo koncu leta, se navadno inventure pogledamo, kako smo preživeli leto. Danes pa je trenutek, ko smo 4. adventno nedeljo zbrani, da pogledamo, kako smo mi preživeli advent. So ne bo še nekateri, ki so ostali kar v novembru še. Mi sploh niso vstopili v 1., 2., 3., 4. adventno nedeljo. Pa so nekateri, se mi boste priznali, da so že zdavnaj stopili v Božič. Mesec december in še 6. Z vsemi zunanjostmi. Kako pa sem jaz in ti, daram brat in sestra, preživela te adventne dni, letos jih je najmanj, kar jih mora biti. Morda smo kaj naredila več. Narobe sem rekel. Nekaj mi delamo, nekaj pa dela Gospod. In sem prepričan, da smo lepo zravnavali in zravnali steze za rojstvo Gospoda. Imate veliko srečo, malo jih je, bogoslovcev. Vi ga imate. Pa sem večen, kako so pa oni v bogoslovju s par besedami, če nam poveš, kako ste vi se pripravljali na božične praznike, šli skozi adventni čas. Nisva se prej nič dogovorila. Sploh ne ve, zdaj sem ga izval. Kar hvaležno. V bogoslovju smo se na advent pripravljali predvsem duhovno, z adventnimi duhovnimi vajami. Prav tako pa smo že v bistvu že celoten ta teden, pa še malo prej obhajam že božično dnevnico. Tako da bi rekel, da smo kar pripravljeni na božič. Hvala lepa. Pa ne si pozdravi, ko boste spet prišli skupaj,
iz tega občestva, ki je najlepše občestvo v naši nadškofiji, ko je tako lepo, ko gledaš te obraze, vidiš, da so kot pastiri, ki se veselijo, da bo Jezus rojen na svetu. Prinesel sem Marijo. Gledal sem v jaslicah in še ni bilo. Pa kar težko smo jo tam iskali med drugimi pastirji in tremi kralji, svetim Jožefom in ovcami in drugimi. In kaj sem jo prinesel? Imate odgovor? Ker danes bi lahko rekli, da je 4. adventna nedelja kar Marijina nedelja. Zakaj? V tem pričakovanju. Čisto blizu. Danes večer. Glavna naša prošnja, ki jo ponavljamo vsakeč, ko molimo Angel Gospodov. Pesem, ki ste jo zapeli na začetku. Evangelij vse Marijino. Imate radi Marijo. Pridi, vam bom dal roke, da boste lahko malo popeskali, pa je kaj rekli, jo kaj prosili. Ne te tak hipček, ampak Marijo, ki ve za naše življenje, ki ve tudi za vse naše stiske, ki je bila tudi nagovorjena, kakor smo mi po tolikih dogodkih, takih in drugačnih, ki jih včasih težko razumemo, ko pride stiska in bolezen. In ona je rekla, smo slišali pred zadnjo vrstico, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In jo bomo prosili, naj nas vodi skozi ta dan. V tišino in molitev in v občudovanje božične skrivnosti rojstva Jezusa Kristusa. Ni to pa kar tako. Vam bom povedal iz družine, pa vam priporočam komentar, da preberete od patra Edija Kovača v strani. Čisto nakratko povem. Pripoveduje, zapiše o Nobelovem nagrajencu, imena ne vem, ki je rad pripovedoval ta dogodek. Bilo je deželi, kjer so Judje, judovske vere, in jim bi bilo rečeno, da bo prišel Jezus soboto popoldne ob 4. Vsi so drli skupaj. Nikogar ni bilo več domačih hiš. Prepevali so pesmi, brali svetega pisma, prepevali psalme. Pričakajoč, da pride Jezus ob 4. In 4 ga ni bilo. Še nadaljujejo s pričakovanjem. Tudi v 5. še ni bilo. Potem pa pride za 2-urno zamudo ob 6. zvečer. Pa vendar, pa Božji sin, pa zamujaš, kako to? Pa pravi, točno ob 4 bi bil pri vas. Pa sem slišal na poti sem, v eni hiši, otroški jok. Pa sem stopil in mlačen, premražen otrok, pogrel sem v mleko, ga obdel in bil pri njem, dokler ni zaspal. Zdaj sem pa prišel k vam. In ta Nobelovec sklene ta nagovor s tem, pravi, dokler bo en otrok na svetu jokal.
prihajal na svet in bil na svetu med nami, Jezus Kristus. In se kar spomnite, dragi sestre in brati, koliko je danes otrok, malih in velikih, ki jokajo po vsem svetu, tam, kjer divja vojna, tam, kjer so bolnišnice, tam, kjer so domovi za starele. In v ta svet prihaja Gospod. Zato, Marija, pokloni za tvojo korajžo, da si sprejela Božji načrt, nam rodila Jezusa, nam pa pomagaj, da ga bomo sprejeli in danes lepo pripravili doma jaslice, zvečer obhajali lepo praznovanje svetega večera in nadaljevali z jutrišnjim božičnim praznikom in vsak dan v novem letu. Zdaj pa poromaj po tem svetišču in sliši prošnje in zahvale naših bratov in sester. Amen. Verjem v enega Boga, Čekal sem močnega, stavil nebesne nebe, se in starih